Pozdravljeni. Dobrodošli v prvem komentarju novic tokratnega leta. Poglejmo si skupaj, kot običajno, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi tokrat ustavili pri 4 različnih temah. Bližnjice do originalov so navedene v samem opisu, vkolikor vas zanima, kaj v resnici v posameznem članku piše. In tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v članku. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, obnovili smo pravila tega malce drugačnega formata, zato lahko gremo kar takoj k prvi današnji temi. Letos se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen 4. januarja na uradni spletni strani Formule 1. Tu smo lahko zasledili vse tiste zanimive datume še pred začetkom letošnje sezone in govorim predvsem o predstavitvah. Glede na tisti moj izborni članek, ki je bil objavljen takoj po novem letu, je treba dodati, da so ekipe objavile nekaj novosti. Imamo datume pri Williamsu, kjer bo barvna shema predstavljena 3. februarja, in zanimiv primer pri tovarniški ekipi Mercedes. Namreč 22. januarja bodo predstavili renderje svojega novega bolida, medtem ko 2. februarja tisti pravi bolid. Na spisku je seveda še zmeraj prostor za datum, kjer bomo videli nov McLaren. Ampak tu je treba dodati nekaj. Da pravzaprav bomo mi navdušenci, vsaj po dosedaj znanih podatkih, videli več predstavitev renderjev barvnih shem kot pravih bolidov. In to je verjetno nadaljevanje tistega, kar smo videli lani pri skupinski predstavitvi bolidov, kjer je bilo ogromno hrupa, za pravzaprav nič. Menim, da mi navdušenci, posebej v takem trenutku, ko smo priča novemu tehničnemu pravilniku, si zaslužimo videti pravo stvar, ne nekaj, kar je samo drugače pobarvano. A verjamem, mnoge bo zanimalo, naprimer, kako bo izgledal Red Bull, ali bo moder, rumen in rdeč ter podobno. A to je malce prenizek nivo za tistega, ki se smatra, vsaj po mojem, za pravega ljubitelja Formule 1. A glede datumov bomo videli v nadaljevanju, da to še ni vse. Mi si bomo pa sedaj pogledali drugo današnjo temo. Na angleški verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 6. januarja zasledili članek, ki pravi o tem, da bo verjetno Giampiero Lambiase kar lepo ostal pri Red Bullu. Verjetno ste zasledili tudi sami v preteklih tednih, kako se je govorilo o morebitnem njegovem prestopu. Za njegove usluge naj bi se zanimali naprimer pri Aston Martinu in tudi pri Williamsu. In v članku dobimo namig, da je bil Lambiase lani odsoten na 2 velikih nagradah zaradi družinskih težav. In o tem sem na kratko govoril prav v prejšnjem prispevku na tem kanalu, kolikor koga zanima, če ga lahko ogleda.
A tu je treba dodati še nekaj. V nadaljevanju pridemo do izjemno pomembne informacije. Namreč potrjeno je, da ima Lambiase v tem trenutku veljavno pogodbo z Red Bullom do konca sezone 2027. In lahko se začnemo spraševati, kdo je bil tisti genij, ki je sprožil govorice. Namreč nihče ne bo kar tako pretrgal pogodbe, ki traja še 2 naslednji sezoni. Tu so penali, tu so kazni, ki jih je treba plačati. In v vsakem primeru Lambiase je eden izmed tistih, ki so verjetno nujno potrebni tudi za dobro počutje Maxa Verstappena. Če naveza med njima ne bi bila tako odlična, verjetno tudi ne bi tako dolgo zasedel svojega položaja. In ukolikor bi zamenjal ekipo, verjamem, da bi mnogi poznavalci takoj začeli trditi, kako mu bo Max Verstappen sledil. Torej, Verstappen bo po njihovem sledil Lambiaseju in ne obratno. Kdaj dobivam resen občutek, da o Formuli 1 pišejo tisti, ki znajo uporabljati običajno prevajalnike, ki so dostopni na spletu in o športu kot takem vedo izjemno malo. In tu je eden izmed primerov. A poglejmo si tretjo današnjo temo. Na spletnem portalu Planet F1 smo lahko 7. januarja zasledili zanimiv članek, kjer je bilo moč prebrati izjave Tota Wolffa. Ta je začel razmišljati že o naslednjem obdobju, ki se bo dotaknilo pogonskih sklopov. Torej, od sezone 2030 naprej naj bi Mercedes High Performance Powertrain dobavljal svoje izdelke le 2 ali pa 3 ekipam. Danes jih 4. Poleg tovarniške ekipe seveda še McLarenu, Williamsu in od letošnjega leta tudi Alpinu. Tu je treba poudariti, da po eni strani ima Mercedes veliko prednost. Namreč istočasno na progi največ enot in iz tega vidika lahko zberejo največ podatkov v primerjavi s tistimi, ki imajo na primer na štartnem razporedu le eno ekipo. Enostavno povedano, njihovi pogonski sklopi prevozijo 4-krat več kilometrov od onih, ki so prisotni samo pri eni ekipi. In to je logično. Ampak po drugi strani imamo tudi velike težave, kar se tiče logistike. Pripeljati je treba več enot inženirjev, ki morajo biti prisotni na progi in še vsega ostalega. Torej, predvsem iz tistega finančnega vidika je dobavljanje pogonskih sklopov 4 ekipam izjemno zahtevno. In tu želijo pri Mercedesu zadeve malce racionalizirati. A treba je dodati, da bomo imeli letos na štartnem razporedu kar nekaj dobaviteljev, ki bodo svoje proizvode dobavljali samo eni ekipi. Govorimo o Audiju ter seveda o Hondi. In tu se lahko sprašujemo, zakaj prihaja do tega. Namreč poleg Mercedesa z 4 strankami imamo tudi Ferrari, ki poleg svojih ekipi dobavlja še Haasu ter Cadillacu. In verjetno bi bilo bolj smiselno nekako razmišljati v smeri, da bi moral vsak proizvajalec svoje pogonske sklope dobavljati na primer vsaj 2 ekipam, kot imamo primer pri Red Bull Powertrains. In verjetno mnogi bi bili bolj zadovoljni, če bi
bila situacija, kar se tiče pogonskih sklopov na štartnem razporedu, malce bolj pisana. Sicer sedaj imamo znamko več od predhodnega obdobja, ampak to ne pomeni, da bomo imeli zanimivo situacijo tudi tam na vrhu. Hitro se da zgoditi, da bo en dobavitelj prevladoval in ostali bili bistveno bolj zadaj. A o tem bo več časa pogovarjati se v prihodnosti. Zaenkrat lahko samo pozdravimo to idejo samega Wolfa. Večja raznolikost pomeni tudi večjo pestrost. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa, kot ponavadi, tista malce bolj lahkotna tema, ki je pa tokrat povezana s tisto prvo, ki smo jo danes že obdelali. 6. januarja smo lahko na spletnem portalu The Race zasledili, da bodo pri Haasu spremenili datum svoje predstavitve. Iz 23. januarja bodo svoj bolid prikazali 19. januarja, ker so zasledili, da bo 23. januarja kar nekaj gneče. Namreč ne smemo pozabiti, na isti dan bo predstavitev uradnega bolida Scuderie Ferrari in ne smemo tu zoperstavljati tudi ekipe Alpine. In zakaj so se pri Haasu tako odločili? Prvič, zato ker bodo predstavili renderje in ne pravega bolida. To, recimo temu, lepo navado imajo že kar nekaj let, ko nam servirajo nekaj, lahko bi dejali, sestavljeno dokaj na hitro, samo zato, da opravijo to dolžnost, seveda v navednicah. Pravi bolid ekipe Haas lahko vidimo tik pred začetkom testiranj. In tu mislim, da se bo letos zgodilo pred začetkom prvega testiranja v Bahreinu. Tako da za ekipo Haas ne bo prevelik zalogaj premakniti predstavitve za nekaj dni, namreč že pripravljene fotografije bodo poslali na splet nekaj dni pred predvidenim datumom. In torej nobenih stroškov, nobenih organizacijskih zalogajev, samo malce več pozornosti bodo deležni, kajti na dan, ko se predstavi Ferrari, praktično vse ostalo gre v drugi, tretji ali četrti plan. A toliko za danes. Za nami je letos prvi komentar novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.